Podcast pripravljamo v sklopu aktivnosti Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije. Vse aktivnosti centra so financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod. Ja, tebe, Jure Torljan, smo povabili pa maja, konc maja zdaj snemamo, v Velenju tradicionalno mesec mladosti, Dnevov mladih in kulture. To je bil festival, med drugim eden od tvojih poligonov, na katerih si začel delovati kot grafični oblikovalec, komunikator. Ja, res je. Mislim, da prvi plakat, ki sem ga oziroma po moje prvi fajl, ki sem ga ustvaril, je bil za DMK leta in leta nazaj. Po moje je bil, kdo je bil pred Janko, to je bil Žiga ali je bil še kdo vmes? Predsednik? Po moje pod Žigom. Aha, Brodnik. Pod Žigom in vodstvom. Tam se je vse začelo. Predtem so bili mogoče kakšni vabila za kakšne Abrahame, ampak to, kar je pa šlo mogoče širše, ne samo znotraj familije, bil pa DMK plakat prvi. Ker pa si kar to nadaljeval takole. Iz tega si v bistvu želel postati oblikovalec, pa si se tega lotil, ali si pač by the way to naredil? Pa imel sem, mislim, zdaj kronološko sem že vse malo pomešal, ampak že od nekdaj, mislim, po moje začetek osnovne šole, sem ful rad risal, slikal kasneje tudi na platno. To je prepoznalo par učiteljic v šoli in sem začel to na nek način razvijati. Tako pol ta čas gimnazije, ko te odnese v različne vode, ko ne veš, kaj bi sam s sabo. Ja, pa nekako konc gimnazije sem pa začel malo samo oblikovati, sem začel, jaz mislim, da te nekaj takrat so bili še ti skrekani programčki od Adobija, sem začel samo oblikovati. Mi je bilo vedno bolj zanimivo, pa sem se pa mogel odločiti, kam zdaj študirati. Nisem neka prevelike teže posvečal temu in me je pol, če se ne motim, je bila Gabriela Fidler. Takrat je bila svetovalna delavka. Svetovalna delavka me je malo usmerila, da obstaja pa neka naravoslovno-tehniška fakulteta, ki ima zdaj nek nov program, tako da sem bil tudi poskusen zajček pol na tem, na naravoslovno, se pravi grafične interaktivne komunikacije. A prva generacija si bil? Ja, mislim, da prva generacija nekega novega programa GIK, prej bil pa GMT, grafična medijska tehnika. Tam sem pa začel pol malenkost bolj se razvijati, pa začel počasi začeti freelancati. Sem to je ful zanimivo, tudi jaz izhajam iz te lokalne mladinske scene in marsikdo, ki ima danes kariero na nekem področju, je v bistvu na to področje nekako po spletu okoliščin zašel ravno zato, ker je bil ali včlanjen v klub, ali okrog mladinskega centra, ne vem, kaki prostovoljci, kaj takega, in so pač bile potrebe, ne vem, da pač neki narediš in pol je bilo to tek, se spomniš. Ja, ti imaš malo smisel za to, da ti to naredi. In se je marsikomu dejansko usoda tam skrojila, čist nezavedno, da smo pol ostali v teh nekih vodah, ki so se nam tam začele odpirati. Ja, mislim, definitivno je bil velik impuls pač MC-ja kot tega ŠŠK-ja, oziroma mogoče bi me zaneslo čist nekam drugam, če ne bi takrat bil poklican v to okolje kot nek, Jure, včeraj si bil pač Jure naš friend, zdaj si pa Jure grafični oblikovalec ŠŠK-ja in ja. Mogoče bi postal pa lučkar, če bi takrat slučajno rabili nekoga za osvetljevanje. Mogoče to še, koliko je pomembno recimo eno tako jedro ali pa ena taka celica mladosti, koliko dejansko spodbuja lahko talente ali pa interese, ki jih ima posameznik. Kakor se jaz spomnim, je kar precej ljudi, predvsem iz področja grafičnega oblikovanja, ko so imeli DMK, pa potem Kunigunda in tako naprej, so potem zelo uspeli, od Matevža Časa in P. Rihtarič in tako naprej. Skratka, je okolje, ki je zelo spodbudno in mogoče je to tudi za bodoče zavzeti v obzir, kje gojiti, mislim, kam vlagati, v kakšen tip okolja vlagati, recimo tudi sredstva, konec koncev, zato, ker lahko prebudijo ali pa v posamezniku kvalitete, ki se jih mogoče včasih niti ne zaveda. Res je. Pa predvsem je okolje, ki, po moje, kar je najpomembnejše, da te sploh potegne v to, je, da so vsebine take, ki dovoljujejo pač neko kreativnost, neko mogoče drugačnost. Ne vem, v štartu delaš neke plakate za razne evente, pa za koncerte, pa si res lahko daš po domače duška.
Pol kasneje prideš pa mogoče neke bolj korporativne vode, pa te mogoče malo mine, pa si moraš pa malo popraviti okus spet s čim malenkost bolj zabavnim. No. Ampak ja, super okolje za oziroma nek inkubator. Ampak takrat si v bistvu tudi bil v bendu? Pa ja, en kratek čas, ja. Bil sem na parih probah, pol smo nekaj špilali, kaj so že bili, v bistvu death metal band, ja. Dosti sem preigraval doma, bil sem zraven pol tudi na enem koncertu, ampak ja, se je dosti hitro zaključila ta moja. Pa je prevladalo oblikovanje v resnici. Ja, res je. Kako pa je bilo, v bistvu, če primerjaš to svojo mladost v tistih časih, biti najstnik, biti v srednji šoli, v Velenju, je zadost ponujalo vsebin pa vsega skupaj, da si v bistvu si bil zadovoljen z Velenjem takrat? Mislim, niti nisem vedel, kaj je okol, oziroma vse smo šli včasih malo po, ne bom rekel po svetu, bolj po Sloveniji. Ampak generalno je bilo takrat za neke naše potrebe je bilo več kot dovolj in nekih aktivnosti, nekih, mogoče tudi neke zabave, nekih koncertov, prepleta nekih različnih subkultur. Tudi ja, mislim, dostakrat smo si mogli določene priložnosti samo ustvariti, sedaj ne mogoče, če ne bi pristopil do ŠŠK-ja, mogoče še danes ne bi bil v teh vodah oziroma kje druge. Ampak generalno sem bil zelo zadovoljen z neko, mislim pa kamorkoli si prišel, si se res počutil, ne vem, če je to še vedno tak, ampak upam, da je, oziroma mogoče še bolj, ampak res si se počutil vključenega, dobrodošlega in to sem vedno pozdravljal, to je bilo za mene. Kaj pa z tega vidika iskanja inspiracij, ne, ti si še generacija, ker nisi zares od malega odraščal s telefonom in temi vsemi možnimi mediji, ki nas danes obdajajo, ne? Ker to je zdaj polje, ne, kjer se v kreativnih industrijah zelo hitro pride do nekih izhodišč. Ne? Kje se spomniš, kje si ti takrat navdihoval ali pa recimo, ne vem, iskal neke vzornike ali pa neke sloge, no, recimo, ki si začel oblikovati? Zdaj dosti hiter, mislim, nisem toliko preoblikoval, preden sem prišel na faks, ki je bil na nek način posvečen temu, oziroma sem tam pridobil neko določeno količino znanja. Je bila pa že to tudi doba interneta, ogromno stvari mislim, ogromno inspiracije sem črpal seveda z neta. Predvsem pa, mislim, to, kar počnem še danes, sem pa črpal nekako iz ljudi, oziroma nisem toliko želel biti kopija enega, druga, tretjega, ampak sem nekako želel združevati vse to, vse, kar mi okolje nekako lokalno ponuja in iz tega ustvarjati nekaj inovativnega, nekaj kreativnega. To me je nekako driva še danes, se pravi, jaz mislim, da moramo imeti, oziroma kar je super, zdaj v dobi te res globalizacije in digitalizacije, da imamo na dlani vse, ampak res je treba skrbno zbirati. Na koncu pa zelo jasno začeti eliminirati stvari. Se mi zdi, da je pač to ključno, oziroma kjer je tudi zdaj danes v komunikaciji, bi rekel, največ nekih napak oziroma nekih failov, da je preveč vsega in da ne znamo izluščiti nekega bistva, kar je po moje po svoje umetnostno. Ja, in tudi se vse nekako stremi k temu, zdaj se pravi, čim bolj jasna vizualna sporočila, čim krajša besedilna sporočila, pač vse zreducirati tak na po možnosti enostavčno formo, ali pa enoslikovno formo. Mislim, zdaj smo v neki spet novi dobi, kjer je sploh zdaj s prehodom meja, je zdaj abundance vsega, vse je zelo, mislim, jaz mogoče bolj opazim, ampak jaz mislim, da že vsak opazi, da je stvari postajajo vedno bolj generične, vedno bolj podobne na drugi, komunikacija, ne vem, se ni treba iti daleč, lahko parkrat poskrolaš po Facebooku, pa vidiš, da so že, ne vem, če gledamo z vizualnega vidika, marsikaj je že ustvarjeno kar z GPT-jem po neki liniji najmanjšega odpora in stvari so si vedno bolj podobne in zato mislim, da smo zdaj v dobi, kjer sploh ta človeško, ljudskost oziroma človek kot tak prihaja spet v spredje oziroma pač neke karakteristike, neke prednosti bodo vedno bolj, po mojem, človeške. In ja, to prepoznati je eno.
to začeti ustvarjati je pa po moje v tej dobi po eni strani vedno težje, po drugi strani vidim pa, ne vem, ogromno je govora o tem, da bodo oziroma AI že izpodrinja določene poklice. Jaz vidim pa v tem veliko prednost, ker kaže se zdaj mogoče nek kontrapol oziroma nek kontraefekt, da stvari, ki jih je naredil človek brez neke pomoči tehnologije, postajajo vedno več vredne. Jih tudi vedno bolj algoritmi prepoznavajo kot inovativne, jih tudi začnejo vedno bolj spodbujati, kar se je recimo še pred 3 leti je celotno oglaševanje na digitalu delovalo oziroma baziralo na čistem performansu, na čistih KPI-jih, na nečem že videnem. Zdaj verjamem in upam, da čim bolj v to smer, da se prepoznava tudi neka unikatnost človeka kot takega. Ja, pa ta povrat k koreninam, da na eni strani greš nazaj k risbi, ročnemu pisanju, neobdelanim fotkam, videoposnetkom, ki niso v celoti stabilni in prefiltrirani in izostreni. Skratka, to, kar praviš, da je na prvi pogled takoj očitno, da je človeško delo. Se pravi, da se ta perfekcionizem je prišel do te stopnje, da je postal totalno dolgočasen, pa neločljiv od se pravi AI produkcije. Ja, mislim, to sem imel pa prednost. Do pred kratkim sem bil še v kreativi oglaševalske agencije, kjer si pač dnevno v stiku z najmlajšimi, od Gen Z-ovcev, tudi zdaj prihaja že Gen Alpha v agencije in od njih se marsikaj naučiš. Oni res imajo dober nos za nek bullshit, sploh na družbenih omrežjih in zelo dobro te znajo naučiti pač neke avtentičnosti, da pač ni treba stvari stagati, da ne rabiš 5 lučk, da tudi če je nekaj malo, kot si rekla, zablurano oziroma nekaj nečisto oziroma če pozdravljajo te napake oziroma na nek način te floje v vsaki zgodbi. In hvaležen sem, da sem bil pač del tega, ker se mi zdi, da sem se ohranil na nek način mladega v tem, rečemo, komunikacijskem smislu. No. Si pa začel z logotipi, ne? V bistvu si jih prodajal prek neta naročnikom. Ja, to po moje je bilo še pred faksom, tam konc gimnazije. Imel sem že bil sem v AV Studiu, v agenciji že pred tem, ampak tam sem bolj kot ne začel sem kot postavljal sem scene. To je še v dobi pred zelo razvitim 3D-jem, kjer so se dejansko pohištvo se je zmontiralo na neke stene, ki sem jih jaz še šravfo postavil, prebarval. Ni zdaj bilo tam en klik, ampak dejansko smo, ne vem, za enega pohištvenega ponudnika iz Laškega si je zaželel zelene stene in jaz sem te stene prebarval na zelene, prišli so mojstri, so prešravali gor pohištvo, vse skupaj se je polučkalo, fotografi so pofotkali in potem je bilo to treba razdreti. In jaz sem veliko spraševal, takrat je bil moj nadrejeni, ti ga poznaš, Vanč, Ivan Pisar, in jaz sem ga skozi spraševal in da sem bil že mogoče malo tečen, po na eni točki je pa rekel, pa Jure, vzam tam le toaster, pa ga pofotki, ne? In potem sem se začel malo ukvarjati s fotografijo, tako da imel sem že nek v bistvu stik za to na nek način z oglaševanjem oziroma komunikacijo. Pol me je pa, se pravi, s tem dizajnom zaneslo v branding, v znamčenje, začel sem stvari pripravljati. Slišal sem takrat prek Gorenja, ker smo dosti delali z Gorenjem za Oraita, ki je imel nek sajt, kjer je objavljal neke spoof projekte brez konkretnih naročnikov in na podlagi teh so ga dejanski naročniki pol kontaktirali, čuje, a bi pa ti za nas dejansko nekaj ustvaril, ne? In jaz sem začel podobno z logotipi, izmislil sem si nek brand, ponavadi sem začel z združevanjem dveh, recimo, sicer nezdružljivih svetov in sem naredil ne vem, kaj je bil, nek kiwi diamond in sem iz oblike kivija naredil neko formo diamanta in pa sem obešil to po teh raznih platformah, ne vem, da je bila Dribbble, pol Behance in dosti hitro se je zgodilo, da so bili določeni logotipi izpostavljeni na prvi strani, featured, in pa so začeli prihajati neki maili. Nisem imel nobene spletne strani, imel sem tam obešen pač nek kontakt, mislim, da bil nek Gmail. A bi pa lahko mogoče kaj podobnega naredil za našo firmo, oziroma bi lahko mogoče, če to ni bil nek client work, a bi lahko mogoče odkupili ta logotip
ok, nisem imel nobene firme, pa sem se malo pozanimal, da obstaja PayPal in sem pol kar prek PayPala, mini davčna utaja, ampak nisem mi takrat niti zdelo, da smo v kakem prekršku in pol se je to začelo in jaz sem pol te, se pravi, naročniške vizualije oziroma te logotipe sem jih obešal na te iste strani in tega je bilo vedno več in ne vem, po pol leta sem jih že na tedenski ravni po 3 do 5 odklonil, ker pač sam tega nisem zmogel oddelati, pa bil je faks, ki je bil fejs na stranskem tiru takrat. In ja, niti nisem imel neke cenovne politike. Malo sem gledal, odkot je prišlo popraševanje. Ne vem, če je bilo iz Švice, sem dal tok in tok enot. Če je bilo, pa sem imel, ne vem, eno pohištveno podjetje iz, Dumebi iz Nigerije. Fakt, Nigerija, to ne moram toliko zaračunati, ne, sem dal polovično ceno tisti od Švicarjev. Ja, in to je šlo dost, bi rekel, mislim, je eskaliralo v neki točki. Je pa dejstvo, da sem delal sam, skozi sem imel zraven to skicirko, skozi sem skiciral in na neki točki sem se malo zasičil s tem, sem bil, zdaj ne vem točno, kako so si dogodki sledili, ampak na eni točki me AV Studio spet povabil v svoje vrste, zdaj ne kot fotografa oziroma tega majstra na sceni, ampak v dizajn oddelek in to mi je pol super pasalo, da si z ekipo, da ni zdaj to samo skiciranje in risanje nekih znakov, risanje tipografij, ampak neki širši koncepti. Ne? In tu sem pol tudi počasi začel mogoče preraščati neko vlogo dizajnerja in sem se vedno bolj ukvarjal tudi z nekimi teksti, tudi z nekimi koncepti kot takimi in sem na stvari začel gledati celostno. No. Tudi dosti sem takrat začel prebirati neko čtivo o raznih strategijah, se pravi, da ni samo oblika, ampak da je, se pravi, komunikacija toliko več od tega. Tako da si v bistvu na tem širokem polju komunikacije, marketinga, brandinga, bolj ali manj samouk v konkretnem delovnem okolju. Ne, seveda s podporo ekipe. Ne. Ja, mislim, ta NTF oziroma ta grafična interaktivna komunikacija, ta program je bil zelo specifičen, veliko je še imel starega, recimo v prvem letniku sem imel samo matematiko, fiziko in kemijo. V drugem letniku smo bili prvič za računalnikom dejansko, oziroma sem prvič videl na faksu nek ta program za oblikovanje. Sem se dosti naučil tam, ampak bi rekel, da 70% pa sam. No. Pa tudi je eno tako področje, kjer je nenehno, dobesedno, a ne iz tedna v teden se trendi toliko spreminjajo, da moraš biti skozi v enem procesu učenja, a ne? Ja, določeni trendi se spreminjajo, dosti tudi nekaj kolobarjenja. Zdaj se mi zdi, da, mislim, v štartu se mi zdi, da je bilo dosti novega. Se pravi, ko sem jaz prihajal, ok, vsako leto, wow, zdaj so pa neki gradienti in pol čez 3 leta so bili spet gradienti in pol se je tudi pri tipografiji, velika tipografija in pol gremo spet nazaj na dosti podobno kot v modi, no. Se zmanjka, na neki točki zmanjka nekih zelo inovativnih, ampak so pa določene stalnice, ki veljajo pa že odkar komuniciramo stotine in stotine let in to je pač po mojem neka jasnost pa kreativnost, ki jo vsak dojema sicer po svoje, ampak nikoli nisem delal prevelikega poudarka na neke trende, ampak bolj, da je stvar opazna, da jasno skomunicira in da je na koncu na nek način uporabna. Zdaj, kaj uporabnost je, ali je to neka izobraževalna uporabnost, je to neka zabavna uporabnost, ampak da služi neki funkciji. No. Ker smo že glih bili tudi pri logotipih, si pa v bistvu med korono naredil eno zelo odmevno stvar, koronske logotipe, a ne pač recimo za korono pivo si napisal Need the New Name. Need the Name, in v bistvu ta navdih, ne, pač ko pride, ga moraš zagrabiti, ne, pa narediti akcija, pa te stvari, kako v bistvu ta proces pri tebi poteka? Mislim, zdaj konkretno recimo pri teh logotipih, oziroma zgodilo se, mislim, da je bila ena sobota sred korone, ta mala dva sta bila stara leto pa pol, mogoče 2, in sta počivala in vmes sem imel malo časa za sebe
In ne vem, kaj po mojem sem bil na nekem tem portalu o komunikaciji, nekje sem zagledal logotip od Starbucksa, od te sirene. In sem razmišljal, predtem pa ja, gor, dol, kamorkoli si poskrolil, so bili ljudje v maskah. In sem razmišljal, ok, zakaj ta sirena še nima maske, ne? In sem na hiter skiciral, pač to zelo enostavno, vzame ti minuto. In se mi je zdela ideja zanimiva, ampak sama po sebi, mislim, kot nek stand-alone logotip, niti mogoče ne toliko močna. In pa sem začel razmišljati, ok, zakaj sploh logotipi in kaj sem s tem naredil. Dejstvo je, da logotip je na nek način v polju komunikacije nekaj svetega, nekaj nedotakljivega in že v vsakem tem priročniku CGP-ja, ki pride z, se pravi, razvojem nekega brenda. Celostna grafična podoba. Celostne grafične podobe je, se pravi, nek razdelek, ki govori o nekem nedotakljivem območju, se pravi, oziroma tudi neki do's and don'ts, kaj smemo in kaj ne smemo početi z logotipi. In ta, kaj ne smemo, je zelo jasen in velik poudarek je vedno, se pravi, niti približno ne spremeni barve od OTP logotipa iz zelene v rdečo, ker pač to je velik nov. Ne spremeni neproporcionalno velikosti v kjerokoli smer. In še ogromno nekih pravil, niti približno se pa ne dotikaj nekega znaka oziroma nekega letteringa, neke pisave oziroma tega, kar je okoli logotipa. In jaz sem se odločil spremeniti točno to. In to je, ja, pol je sledilo, se pravi, začelo se s to sireno od Starbucksa, ki je dobila masko. Pa sem pa razmišljal, kaj so logotipi, ki so mogoče najbolj znani, tudi neki širši populaciji, niti ne ljudem iz branže. In pa sem zbral, se pravi, Mastercard, ki se je prilagodil oziroma je stopil na neko razdaljo. Tako ta dva kroga sta se razdružila dosti podobno. Olimpijski krogi, ki seveda silijo skupaj, ki predstavljajo nek unity, so bili zdaj na neki distanci. Kaj je še bilo? Ja, korona, mislim, ne korona, NBA ni bil v nekem pogonu oziroma v nekem driblingu, ampak je bil v ležečem položaju na Netflixu. Jerryja Westa si polegel. Tako, Jerryja Westa si polegel, ja, to sem si dovolil. Ja, pa še par zanimivih. In ja, pa sem to dejansko, nisem pričakoval tega odziva, no, to sem najprej odložil na Reddit, niti še ne na kakšne svoje kanale. In zjutraj se zbudim in ogromno nekih notificationov in je to zaznal, mislim, ogromno je bilo teh nekih upvotov na Redditu in pol je očitno prišlo to do, mislim, da se jim reče Creapils, neka francoski portal oziroma nek spletni magazin za kreativnost. In oni so me povzeli, so me tudi tagali in pol se je to začelo valiti z neverjetno hitrostjo. Naslednji dan sem že imel ogromno nekih intervjujev po najprej Francija, pol celo Južna Koreja, pa Amerika, Avstralija. Mislim, res je šlo res viralno. In pol kak mesec oziroma mesec in pol potem me je klicala Miša Molk in pa smo začeli še Slovenci. Mesec in pol potem s poudarkom na to. Po kakem mesecu pa je vršel nazaj v Slovenijo. Ja, res je bilo zanimivo. Na koncu je vršel celo do tega, da so me brendi, jaz sem si sposodil brand od njih, naredil absolutni prekršek v vseh pogledih znamčenja in na koncu so me recimo kontaktirala me, sicer ne vem zakaj Toyota, pozabil sem že, ampak Toyota v imenu olimpijskih iger, če lahko oni uporabijo na svojem LinkedInu in na družbenih omrežjih ta moj logotip, pa Mastercard, če lahko uporabijo, to sem rekel, vaš logotip, ja, mislim, jaz bi se mogel upravičiti, ne. In pol je pa že tudi do nekih kompenzacij, pa tudi nekih ponudb za jobe na podlagi tega sobotnega eksperimenta, no. Tako da zelo zanimivo izkušnja. Pa res smo bili takrat očitno ful željni takih. Ja, veliko smo bili na... Ja, ne, mislim, kot celotna družba, ne, v tisti odsotnosti, v tistem mrku, a ne, so to res bili oni, ne vem, meni svetilniki upanja. Ja, kaj je že opa celica imela Bojan, sicer ni šlo te globalno, ampak tudi je bila v slovenskem merilu. Tako, ja, točno. Ja, ne, se je bil kar tudi, je šel tudi na Ameriko. Kaj to je bil Romanov projekt, se pravi, da si lahko sam sestaviš svoj ukrep za korono, ki je bil čist generičen, sestavljen je bil iz 5 besed, glagol samostalnik, skratka to.
in so bili ljudje tako navdušeni, da je bilo tudi na valu 202, da če ne veste, kjer ukrep je ta pravi za vas, dajte si svojega sestaviti, ne. Pa so pa prišli recimo taki, kot je, da ne sprehajaj psa na terasi, ko greš recimo na Hrvaško na počitnice, ne, da ga lahko samo na terasi sprehajaš, da ga ne smeš drugi. Skratka to, no. Ampak meni se zdi pri tej, ta $1 million question je ta, kdaj narediti viralnost, ne, ker dejansko te lahko ponese marsikama, ne, je to, da se mi je zdelo pri tvojemu projektu z logotipi, da so se vsi ljudje čisto v vsakem od logotipov prepoznali. To mi je bilo, ne glede na to, za kakšno korporacijo je šlo. Vsak se je videl čisto v vsakem. Mislim, zadeva je bila res genialna. Mislim pa, da ko padeš v nek ta flow, to lahko tudi, ne vem, iz svojega vidika kot oblikovalec povem, da zelo hitro lahko začnejo nastajati te stvari, pa ne gre za to, ne gre toliko za likovno formo, kakor gre za to, kar si že sam prej izpostavil, da ti je bilo fino, ko si imel drugo priložnost v AV-ju, ko ne razmišljaš več o logotipu kot takem, ampak bolj o zgodbi, ki je okrog njega se širše, a ne. In se mi je zdelo ravno to, da v bistvu zelo preproste stvari so govorile, osebno so te nagovarjale, a ne. Takoj si se videl noter. Brez zamere, ampak jaz sem, ne vem, je bila to intuicija, ampak jaz sem resno bil isto prepričan, da si začel Starbucks, da je bil prvi logo. Res? Ja, ne vem zakaj. Res je bil. Ko si začel, se je rekel, to ni res. Ampak ostali so bili pa res tudi presenečeni, veliko, no, ampak se mi zdi, da ta preprostost, da te nagovori, je recimo v današnjem času skoraj ključna. Zakaj? Pred kratkim sem bil na enem sestanku, tudi v šoli, kjer so govorili, da imajo otroci zelo težave z razumevanjem besedil. Večje količine besedil. Preberejo in ne razumejo točno, kaj hoče besedilo povedati. In se mi zdi, da ta pristop, izčiščenost, da se balasta otreseš, se mi zdi zelo ključen tudi za generacije, ki prihajajo. Ker očitno so to generacije, ki so impulzivne, ki vsake 3 sekunde zamenjajo neko sporočilnost, ki jih nagovarja. Je ključno to, da je informacija jasna, čista, pa da jih res direktno nagovarja, da se takoj v njej prepozna. In zato je meni bilo tudi grafična podoba za mladinski center, nova, mi je bila ta, da, ne vem, moja hčera ima polno teh brošk, ki jih ful z veseljem nosi z vsemi temi slogani in se mi zdi ravno to, no, da si tu v koroni, ko smo bili čisto izolirani, smo rabili neko jasno sporočilnost, lej, vse je okej, ampak pač masko moraš imeti, nekaj časa boš razdvojen in to, no, pač te zelo preproste sporočilnosti. No pa to, da, mislim, za viralnost je veliko stvari za obklukati, sploh če govorimo o neki globalni viralnosti. Eno je, mislim, jaz bi vzel od mladosti logotip, pa naredil nekaj z njim, pa ne bi prišel naprej od Floriana, ne. Se pravi, da že vzameš nekaj, kar je globalno, po drugi strani pa globalno nekomu zelo blizu, nekdo prepozna to v obliki simbola, se pravi neke najbolj enostavne forme, in pa da to postaviš na glavo. Se pravi, da res vzameš nekaj, kar je, kot sem rekel, na nek način sveto, pač logotipov se ne dotika in se tega dotakneš na nek radikalen način. Ja, aktualizirati ustaljeno, a ne, v bistvu pač se je pokazalo, nekako moč imajo vizualna sporočila, ki so ustaljena skozi generacije, pa lahko ne takoj razbereš, se pravi, novo sporočilo, ne da bi se pri tem ločil od prvotnega. Ja, bi rekel, da gre za nek tak komentar aktualnega dogajanja časa, tako kot Kartomato recimo tudi zelo uspešno počne. In v resnici oglaševanje oziroma komunikacija kot taka je na nek način odsev stanja družbe. In če pogledamo današnje oglase po Sloveniji, kako bi komentiral trenutno stanje oglaševanja v Sloveniji? Kaj nam to pove o nas? Mislim,
generalno se mi zdi, da, mislim, ne se mi zdi, sem prepričan, da kot nekdo, ki je pač del tega in to pač brez težav priznam, so absolutno izjeme, ampak je oglaševanje generalno vedno slabše, vedno več je nekega nagovora, pravih emocij. Bistvo oziroma po mojem razlog o tem je, to kar sem že prej omenil, se pravi ta res performance marketing, da se pač res marketing vodi oziroma marketing direktorji večjih podjetij ukvarjajo več z Exceli kot mogoče z nekimi čustvi, pa konkretno z nekimi ciljnimi skupinami oziroma točno s tisto osebo, ki jo nagovarjajo. In vedno več je, no po drugi strani je zopet ta generalizacija z AI-jem in stvari postajajo vedno bolj podobne na drugi. Vedno manj je nekega poguma, vedno več je pač gledajo se performance, gledajo se ROI in to ne, se pravi return of investment, ki so zelo kratkoročni, se pravi res mora ta kampanja funkcionirati v naslednjih 2 tednih. Pozabimo na ta awareness oziroma kaj se bo zgodilo na nek dolgi rok z brandom in tu pride do neke razprodaje blagovnih znamk. No, in se pravim še enkrat, ogromno je nekaj svetlih izjem. Vsi moramo počasih kreativci, nažalost, v tem prostoru, sploh če želimo pač delovati kot neki komunikologi v tem prostoru, vsi moramo včasih ustvarjati sami te priložnosti za neke presežke. Zdaj, nažalost, mislim, kdor vsaj malo spremlja ta naš prostor, oziroma mogoče neke nagrade v tem okolju, kot je Slovenski oglaševalski festival in podobni, je vedno več nagrajevanja raznih projektov, ki se ukvarjajo z nekimi CSR, se pravi neka družbena odgovornost, neka okoljska odgovornost in vedno manj dobrih, res dobrih kampanj, ki bi na koncu prodajale oziroma pomagali prodati en izdelek. In to so, mislim, lahko rečemo temu spoof oziroma neka samo ustvarjena kampanja. Tudi mi smo doskrat to delali, mogoče, ko smo bili mlajši še toliko bolj, si prišel do neke ideje in si jo šel ti prodajati naročniku, ne kontra, ni prišla potreba potem z trga. In ja, razlogov je po moje več, no definitivno, se pravi ta AI, ki sem ga omenil, pa ta res strogo performance na kratke. Sam ti si v bistvu naredil pa dobil veliko nagrado na SOFO, ne, za kampanjo, ki je v bistvu bila družbeno koristna, ne, in je v bistvu bila tudi, pač je imela neke rezultate in ni bila zdaj nek spoof, ne, to pač nekaj, kar v bistvu je, če razložimo, spoof je ena stvar, ki jo enkrat v enem mediju objavimo, da zadostimo pogojem festivala, da lahko prijavimo pač na festival zadeva. Ne, to je bila kampanja, ki je bila po celi Sloveniji. Zdaj, če poveš, katera kampanja je bila. Šlo je za Daruj.si, če se ne motim, ne? Dejansko, mislim, na kak način je bila kreativna oziroma inovativna. Lotili smo se na način, mislim, problem je bil ta oziroma izziv, da je bilo premalo darovalcev organov v Sloveniji. Če se ne motim, je bil sistem takrat še nastavljen kot opt-in, se pravi, ti si se mogel opredeliti pred smrtjo, seveda enkrat, da boš v primeru vseh obkljukanih pogojev, v primeru tvoje smrti oziroma daroval tako organe. Zdaj marsikje po svetu je to že opt-out, da si ti avtomatsko, se pravi, del tega sistema in se moraš opredeliti, kot da ne boš, če ne želiš biti del tega. Pri nas je bil pa ta procent zelo mali. In kje sem jaz takrat videl inovativnost oziroma kreativnost je, da smo targetirali ciljno skupino na nekih mestih, kjer čakajo. Se pravi, čakaš na rdečo luč, pa je na tem števcu še 47 sekund, pa se ti zdi cela večnost in zraven tebe en plakat, kjer piše čakaš na zeleno luč, Miha čaka na novo srce 365 dni, kar je bila mogoče neka poprečna doba čakanja na srce oziroma na nek nov organ, pa mogoče v nekih čakalnicah pri zdravniku, pa mogoče, ne vem, ogromno je bilo teh spotov in res se je dotaknila in
če se ne motim, smo v obdobju kampanje za 5-krat presegli to število opredeljenih v Sloveniji. No. Zdaj, kje točno se je rodilo, to mislim, da je bilo dejansko neko naročilo strani Transplant Slovenije. In ja, mislim, jaz ful pozdravljam te oziroma želim delati čim več nekih kampanj, ki nimajo samega prodajnega efekta, ampak imajo nek efekt na družbo oziroma okolje. Je pa dejstvo, da je, pa se ne samo pri nas, ampak tudi v svetu, če gledamo recimo Canske leve oziroma Epiko oziroma kaj podobnega, je vedno več kampanj, ki na nek način spreminjajo družbo. O stanju slovenskega oglaševanja pove tudi slika, recimo tam okrog leta 2000, konc 90-ih, smo imeli Golden Drum, ki je bil zelo močen, mednarodno prepoznaven, Sof je bil še pa zaradi pač kakovosti vsebine prijavljene na višjem nivoju. Pa je pa v bistvu vse skupaj nekako zamrlo in se v bistvu preselilo na Hrvaško, na Balkans, tako kot so se tudi podjetja začela kupovati strani Hrvaške, pač ta tranzicija se je dogajala in na nek način se včasih vprašam, kam je šel ta naš pogum iz tistega časa, pa kaj bi bilo treba, da bi se v bistvu spet revitaliziralo tole naše oglaševanje? Ja, mislim, če bi imel odgovor, mislim, ni to nekaj, kar se lahko zgodi čez noč. Dejstvo je, da, mislim, kje jaz vidim razlog za to, da se in se je tudi Srbija zelo močna komunikacijsko, Hrvaška sploh. Predvsem pa res ne želim zdaj kakorkoli sebe oziroma naše strani, če gledam na sebe kot nekega kreativnega direktorja, opravičevati, ampak dejstvo je, da ko gledam, kaj si veliki brendi, recimo na Hrvaškem, v Srbiji dovolijo, sem prepričan, da si marsikdo v Sloveniji ne bi upal tega, po domače povedano, požegnati oziroma iti s tem v javnost. A je zdaj to ta mogoče malo balkanske mentalitete in tega poguma in pač dajmo why not, ne? Ne vem, kaj točno tiči za tem, oziroma kje smo mi, kje se je pri nas to spremenilo, ker tako si rekel, ja, pač okoli 2000 in še prej smo bili, se mi zdi, dosti bolj... Ja, smo bili top. Ja. A se ti zdi mogoče, da bi se mogel ta pogum vcepiti ljudem že v šolstvu? Ker doskrat teče beseda tudi o tem, da pač imamo kar precej rigidno obliko šolanja, da pač ustvarjamo ljudi za točno določene funkcije, da se kreativnost oziroma ustvarjalnost se pravi z faktografskim načinom podajanja, da se jo začne omejevati oziroma minimalizirati, ne? In pač prijemo do tega, da tudi način komunikacije, se pravi, ne spraševati učitelja, učitelj pove, ne, da prijemo do tega, da enostavno posameznik zgubi tisti pogum, biti vedoželjen, iti mogoče out of the box, a je to mogoče rešitev, a ne, da je treba pač na drug način pristopiti k vzgoji oziroma bolj izobraževanju, a ne? Mislim, absolutno. Imel sem eno predavanje pred približno po moje 3 leti, ki je bilo tudi dosti uspešno, pa sem pol z istim predavanjem še po različnih konferencah bil gost in govori točno o tem. Se pravi, že Picasso je govoril, da si rojen umetnik in zdaj je samo vprašanje okolja in na koncu tudi sebe, a boš umetnik ostal. In ena dobra raziskava je bila v 60-ih, mislim, da je bil George Land, ta psiholog, ki je na dosti velikem ozorcu dokazoval, da je približno, če se ne motim, 96% otrok do 5. leta kreativnih genijev po svoje, pa je tudi argumentiral, kaj to kreativni genij pomeni, medtem ko nas v neki odrasli dobi ostane samo 2%. Ne? In zdaj, kaj je razlog za to? Definitivno je šolski sistem prvi, ki stigmatizira napake, se pravi, narobe je narobe in to jaz mislim, da je pač največja napaka. Slišal sem par dni nazaj od enega kolega, da ima velike težave, ta mal je mal avtist,
rastura, mislim, pride na koncu do nekega rezultata, ne vem sicer, kakva je bila snov, ampak v postopku gre pa v neke, mislim, ga predstavi po svoje, ampak na koncu pride do nekega rezultata oziroma odgovori na vprašanje, ki je bilo zastavljeno, ampak postopek ni v redu, ker je bil preveč kreativen v tem in je dobil nič točk. Ne? In to je po moje nekaj, mislim, zdaj moja dva sta še v prvem razredu, zaenkrat tega še ne opažam, ampak je pa dejstvo, da napake preveč stigmatizirane. In točno to, kar sem govoril, to, da sem, pa zdaj banaliziram, ampak to, da sem jaz dosegel neko viralnost s temi logotipi, sem res upal narediti napako, največjo napako v smislu brandinga. In tega je po moje premalo spodbujanja, nič ni narobe, če bo narobe. Te drznosti, a ne, da mogoče si, ja, da pač greš čez mejo, mogoče, a ne. Sicer vedno v kontekstu vseeno pač neke osnovne spoštljivosti, človečnosti, a ne, ampak ne vem, upati si provocirati v končni fazi, pa malo norca narediti, ne vem. Ja, saj tu je pa pol spet težava s tem AI-em. Mislim, otrok, bil sem, ta mala dva sta bila po moje 4 leta stara in je Bruno eno trgovko v Šparu vprašal najprej, koliko je stara, pol pa koliko tehta, mislim, koliko je težka. Mislim, ko Bruno teh stvari se ne sprašuje, sem tudi pol razložil, zakaj ne. Ona se je sicer nasmejala, ker je pač zelo cute vprašal, mu tudi odgovorila in sem mu razložil, ampak ja, Bruno tu ni bilo jasno, zakaj pač tega on ne sme vprašati, ker pač smo zastavili neke socialne norme, ki jih pač ne kršimo. In točno o tem sem pisal oziroma govoril v tej študiji. Se pravi, da otrok tak do 5. leta, temu se reče kognitivna fleksibilnost. Se pravi, če moj ta mali dobi eno informacijo v njegove misli, ki so dost manj kontaminirane oziroma informacij dost manj, lahko neka nova misel, nek nov podatek fejst spremeni njegov pogled na karkoli že oziroma na vse. Zdaj pri nas v odrasli dobi je ta database dost večji in neka nova informacija ne bo spremenila drastično tega njega pogleda na karkoli že. Ponovno pa tu še AI, ki ima pa soznanje tega sveta in ga ne premakneš. In tu prihaja do pač največjih v bistvu misconception. Zmot, ja. Zmot, zaradi tega, ker verjamemo, oziroma tudi recimo naročniki nekih komunikacijskih kampanj, sporočil verjamejo, da je lahko AI zelo kreativen, ampak za kreativnost moraš biti pa po eni strani inovativen, po drugi strani mora imeti pa neko uporabno vrednost. In ta del inovativnosti oziroma nekega divergentnega razmišljanja pač AI nima do te točke. Mislim, mene še ni uspel presenetiti, mogoče, oziroma po eni strani upam, da nas bo, ampak močno dvomim, da smo temu blizu. No. Ja, v bistvu gre za pomočnika, ne gre za kreativca, pač ni kreator, je pa v bistvu super za analitiko in ravno tukaj je v bistvu pol velikrat pa še tako deluje, da nam potrjuje tisto, kar razmišljamo, in pomaga glih te marketinški direktori, ki so odvisni od Excel tabel, kar na nek način je tudi znanje samega AI-ja, če ti daš vse te stavke, iz katerih se je pač učil, jih popredalčkal in recimo ta zgodba, ko je bila, da če napišeš besedo prosim, ti boljš odgovori, zaradi tega, ker je pač na Redditu, ker je jezikovni model ugotovil, da tisti, ki prosim pa hvala napišejo, dobijo boljše odgovore in to je v bistvu Excel tabela na nek način. In tukaj je po moje ta iskanje potrditve svojega razmišljanja, pa potrditve tega, da lahko si dovoliš ostati znotraj varnega območja. Zato, ker v bistvu premikanje mej tudi v komunikaciji, pa blagovnih znamkah je ravno v tem noter, da se upaš iti
čez mejo, a ne? Da ti si drugačen, da razmišljaš drugače. In tukaj noter je v bistvu naša prihodnost tega, da to vzamemo kot orodje, ne pa kot kreatorja. In tudi, ko smo se dotaknili otrok, to bo moje tudi največji problem. Mislim, tega me je pa iskreno najbolj strah, ko pride do tam ali bolj ko vseh drog, pa alkohola, pa ne vem še česa, ampak tega ja, ko pride do, pa nisem drugače tak, sem drugače dosti digital savvy, se imam za digitalca v osnovi, ampak to, da, mislim, jaz priznam, jaz si dosti pomagam s tem, tudi pri nekem tekstopisju, v prvi fazi pri neki analizi, pri neki raziskavi, v drugi fazi tudi mogoče pri kreiranju nekih idej, kar te mogoče odpelje nekam, česar se mogoče ti ne bi spomnil, pa jasno, pa to sam razviješ, ampak zdaj pa razloži ti oziroma nekomu v 8. razredu, da ne piše seminarskih z AI-em, ne. Zakaj bi se mogel zdaj naučiti vse o srnah, karikiram, in zakaj mu ne bi dal tega AI, ne. In jaz mislim, da mislim, da ta pač kognitivni, korona se je fest poznala na motoriki, to mi govorijo kolegi, Rok med drugim tudi, ki je bil prejšnji gost, da se korona fest pozna na motoriki otrok, po moje tudi kognitivno, tudi zaradi same korone, ampak to, kar se bo pa zdaj z AI-em dogajalo, bo pa po mojem mnenju, oziroma neki prvi vzorci si že kažejo, bo pa pač kognitivno razvoj mladih in kasneje seveda pač ti ljudje bodo odrasli, bo šel po moje naglo navzdol. Kritična presoja, ne? Po moje problem v tem, da mladi nimajo izkušenj, da bi lahko vrednotili informacijo, ki jo dobijo od AI-ja, ne? Pač AI pač vemo, da halucinira tudi zelo rad, ne? In ravno to, kar je pač pri nas, kad smo brez tega odraščali, je to, da znamo v bistvu presoditi odgovor, pa ga v bistvu potem še urediti naprej, ne? Če pa ti nimaš tega znanja, pa če ti napišeš seminarsko nalogo samo z AI-jem, imaš pa takoj potem luknjo v tem delu in v bistvu in ta luknja se širi in polni po drugi strani z neko pomočjo, ki ni pomoč, ne? Ja, pa to je zdaj mogoče ta striktno komunikacijski vidik, na drugi strani bodo pa spraševali marsikaj, se pravi nekaj, kar je nam mogoče čist logično, se pravi nekaj, kar delamo v življenju, ne nekaj, kar komuniciramo, vse se bo odločil vedno bolj AI, ne. Itak je že dejstvo, da postajajo zdaj vedno bolj tudi psihologi, psihiatri in da je ogromno vloženih smrti, mislim, najprej v US, mislim v Združenih državah, zdaj se to predstavlja že tudi v Evropo. In veliko je teh NGO-jev, ki se ukvarjajo s tem, da razlagajo, da dajte ne imati chata ali pa Clauda ali pa kjerkoli že orodja oziroma modela kot psihologa, ker pač hitro pride do nekih napačnih odgovorov oziroma do nekih zmot. In to bo, jaz mislim, da največji izziv družbe, ki prihaja. To bo zakrknil, ta analogni filter bo zakrknil. V bistvu boš dejansko že verjel vsemu, kar piše, zaradi tega, ker ti deluje zelo strukturirano, deluje recimo nekaj, kar ti je ponudilo odgovor na tvoje vprašanje, kar smiselno, a ne? Ne boš se niti ukvarjal več s tem, a drži vodo, a je primerno za tebe. Ja, verjeli bomo, slepo bomo verjeli. Ja. Zanima me, ko dobiš ti nek projekt, kakšni so tvoji, recimo, procesi, da skočiš, ker kakor poznam tvoje delo, je vsakič drugačen pogled. Kak so ti skoki out of the box, veš, da greš ven iz cone obdobja, veš, kakšni so, ker vsak ima neke svoje principe, ne res zanima. Mislim, zdaj sem mogoče del sebe, velik del sebe sem zdaj posvetil graški, kjer je mogoče ta proces malo drugačen, ker je zelo dolgotrajen. Se pravi, tu ne govorimo o kampanjah, ampak govorimo o neki dolgoročni strategiji, ki se tudi ne zgodi čez noč, oziroma se ne sme zgoditi prehiter, ampak če govorimo konkretno o nekih kampanjah, želim pa dve stvari, ki sta mogoče malo kontradiktorni, ampak prva je, želim vse vedeti. Se pravi,
več kot vem, bolj sem samozavesten in recimo sporedno se lahko vlečem s športom, če pridem na nek fuzbal termin zelo samozavesten, mi gre ful boljš. Ali pa če recimo v prvih parih minutah zabijem gol, bom cel termin, celo rekreacijo igral boljš, ker pač se pridobim neko samozavest. Zdaj pač ta gol je v komunikaciji pri meni res research, da vem vse, oziroma pač čim več, se pravi res raziskujem, pogledam tudi vse, kar je bilo, pa ne z vidika, da bi želel kopirati, ampak vse, kar je bilo na tem teritoriju že skomuniciranega, globalno pri nas, kjerkoli že. Pol želim pa stvari začeti eliminirati oziroma čim bolj nekako ohraniti sam tisto, kar mi je za neko snovanje pomembno. Zdaj dostkrat, če smo zelo konkretni, si začnem stvari skicirati, začnem o stvarih pisati kar kot nek tekoč tekst, zraven mogoče neke skice in s tem si naložim, rečemo, v nek RAM čim več informacij in pol grem po svoje. Zdaj temu rečejo inkubacijska doba v oglaševanju oziroma komuniciranju. In pol zdaj lahko se zgodi to pod tušem, lahko se zgodi na enem sprehodu. Zgodi se mi ful večkrat v naravi, kjer sem pač sam med drevesi ali pa z družino, kot pa ne vem, nekje za kompom ali pa v nekem pisarniškem okolju. In pol se dostkrat zgodijo stvari same od sebe. Mogoče nek impuls iz okolja, mogoče nek impuls sociala. Pol začneš pa počasi stvari sestavljati. Zdaj je pa odvisno od tega, kdo je na drugi strani. Jaz sem prepričan, da 80% mojih nekih konceptov, idej, nekih vsebin komunikacije, ki sem jih pripravil, bila dosti boljša, če bi bil mogoče na drugi strani nekdo, ki to razume, ki si mogoče konec spet govorimo po gumu, ki si upa, ne. In zdaj, kaj se zgodi od te inkubacije pa na koncu do realizacije, je pa zdaj ogromno enih faktorjev, ne? In upaš, da bo čim manj nekih rezov oziroma nekih matilc kosov. A se ti zdi to, da izhajaš iz tega okolja, ki je recimo zelo specifično, glede na to, da si delal v agencijah, tudi ki so v Ljubljani, ima popolnoma drugačen mindset ljudstvo ali pa prebivalci, kakor ga imamo tle, delavsko okolje, knapovska dediščina, multikulturnost, ne? A ti je kdaj to prav prišlo pri teh skokih, no, seveda iz conodobja, ali je bilo kdaj ovira? Jaz mislim, da mi je prišlo prav iz enega razloga in sicer res, ko sem bil grafičen oblikovalec, tega niti ne rabiš, ampak ko pa enkrat postaneš vodja kreativne celice, se moraš pa ti začeti boriti na eni strani, da ima, mislim, dober kreativni direktor ni tisti, ki ima super ideje. Oziroma ni samo to, ampak tisti, ki ekipi omogoča nek prostor, da ima ekipa prostor za te ideje kreirati in jih razvijati. Substrakciji, ne? Tako, ja. In zdaj na drugi strani si pa ti konstantno pred naročnikom, mu te ideje, koncev koncepte prodajaš in ustvarjaš zopet pač nek prostor za, se pravi, svojo ekipo in za sebe, jasno. In tu jaz mislim, da imam prednost, da izhajam iz tega okolja, kjer se je včasih bilo treba malo bolj boriti, pa včasih si bil underdog, da sem ustvaril, zdaj ne vem, koliko mi je to genetsko dano, ampak verjamem pa tudi dostikrat slišim od drugih in tudi pripisujem temu, da sem pač prišel do točke, kamor sem prišel, empatija, se pravi, neko sočutje do naročnika, do tistega, ki dela z menoj, ki je pod mano ali nad mano ali kakorkoli že. Se mi zdi, da je danes dosti bolj pomembna kot pa soznanje o oglaševanju ali pa o komunikaciji tega sveta. Ali pa lahko prebereš 1000 knjig o brandingu, o znamčenju, o generiranju logotipov. Na koncu jaz mislim, da je pač res ta empatija, to sočutje, to zmožnost sodelovanja z ostalimi. In to mi je dalo to okolje. V začetku neka osnovna celica družina, ki me je vedno spodbujala, kar tudi jaz delam pri malih dveh. Povsod sta zraven, nikoli ne omejujemo, nikoli jima ne zatiskamo ušes. In pri meni se je dogajalo isto, res sem želel spoznati čim več ljudi, želel videti čim več krajev in
mest in iti pač čim dlje. In to ti da na koncu, jaz mislim, da pač neko širino, ki jo po moje nekdo vodja tak ali drugačen, če govorimo pa o kreativi, pa še toliko bolj potrebuje. To mi je Ampak ta vedoželjnost pa mogoče lahko preraste tudi v neki kompulzivnega, ker sem nekje prebrala, da sam zase praviš, a ne, da imaš ta sindrom fear of missing out, se pravi... FOMO. Tako, ja, no, kak strah je. pred Zamujanjem, pred zamujanjem, tako, tako je. ali pa izpuščanjem, a ne. Imam ga v več pogledih. En je pač ta, da grem vedno zadnji z neke žurke, ker me je strah pač, da bom zamudil nek supermoment, pa se vedno izkaže, da pač tam po prvi, drugi uri ni nekaj pametnega. Ampak jaz sem vedno tisti, ki na koncu pomete pa zaklene, še vedno. Drugač pa brez kakih pomagal, seveda. Drugač pa... Razmetle. Razmetle, tako. Drugač pa ja, tudi v komunikaciji, še enkrat, ja, si želim biti v stiku z nekimi trendi in ne želim zamujati, zato sem pač tudi vedno se družim z dosti mlajšimi, kot tudi starejšimi, ker se od starejših ogromno naučiš, ampak od teh mladih sem sploh v agencijskem svetu zvedel ogromno in sem tudi prisoten na TikToku, ker se mi zdi, da pač, če me tam ni, zopet pač nekaj zamujam. In tam ogromno zvem, mislim, ogromno nekih, recimo, zametkov, nekih kampanj se je zgodilo na podlagi nekega res neumnega trenda na TikToku, ampak te mogoče odpele pol v nekaj uporabnega za nekoga. Ne? Pa tudi verjetno pri tem osnovnem researchu, ki si prej omenjal, ne, se pravi vstopna točka v to oblikovanje podobe iz ideje, identitete iz podobe, a ne. Kdaj se ustaviti pri tem procesu kopanja in presajevanja, ne, ker to verjetno lahko traja v nedogled, glede na to, koliko osebin Ja, mislim, na srečo, različnih kanalov je. oziroma nesrečo, bolj srečo bi rekel, imamo zelo striktne roke. In bolj recimo, mislim, zdaj se, kar tudi opažam, v zadnjih letih se ti roki fest krajšajo. Najbrž je tudi zadnje neko bi rekel, neko prepričanje naročnikov, da itak je zdaj vse bolj agilno, ker imajo AI in si ogromno procesov skrajšajo, kar je seveda tudi res, ampak po drugi strani pa ta osnov, nek storming oziroma generacija nekih močnih konceptov je pa še vedno ostaja ista. In ponavadi si razdelimo, se pravi, ne vem, dostikrat se zdaj zgodi, da nimaš niti 2 tednov za eno res konkretno vsestransko 360 kampanjo, ampak da je treba zgenerirati vse v roku enega tedna, kar pomeni, da imaš en dan za nek research. Ne. Zdaj, če imaš to srečo, da si del večje ekipe, kar je recimo bila velika prednost pristopa, kjer je cirka 200 ljudi na enem kupu, se pravi znotraj skupine različne entitete, pristop medija, ki je pač se ukvarja samo z zakupom, pa ne vem, strateški indigo del in imaš prostor oziroma možnost stopiti do nekoga in ti research naredi nekdo drug. Mogoče s tem nisi najbolj zadovoljen, ampak je neka super osnova, ti malo to dodelaš in imaš neko super osnovo za kreativni brief, ki ga predaš celi ekipi in pa začne vsak po svoje brskati in na nek način kreirati stvari. Zdaj, eni kreativci so ful pristaši tega, da smo vsi na istem mestu zaprti v en prostor za ne vem, 3+ ure. Jaz sem deloval bolj po drugem principu, da dajmo se vsi dobiti, dajmo se na kup, dajmo se mogoče pogovoriti o nekem researchu, pa gre pa vsak na svoj konc. Jaz sem taki, rabim pač to neko samoto za kreiranje, ker sem pri sebi spoznal, da ko sem v prostoru z ostalimi, se avtomatsko čutim poklicanega, da pa zdaj nekaj rečem. Pa nekdo nekaj reče, pa prekine mojo misel, pa pol spet jaz moram odgovoriti, pa sem zgubil misel, zato pač rabim to samoto in pol se dobimo mogoče konc dneva, vržemo vse na mizo, vidimo, ok, tole je uporabno, ostalo pozabimo in gremo delati naprej s tem. Ali pa če ni nič uporabno, še ena iteracija. Ne? V tem procesu, ko si v bistvu šel iz oblikovalca v vodjo, ne? Si mogel tudi neke stvari sam pri sebi, verjetno je bil nek proces spremembe, ki se je dogajal.
Kaj je pomembno recimo za vodjo, a ne, pač, ker kot kreativca, ne, pač, ki si v ekipi noter, ti včasih pač želja to, da pride tvoja ideja, a ne, pač, zdaj, skozi kakšne procese si šel tako. Mislim, prvo, kar je, pa sem imel velike težave s tem, prvo je, da moraš dati ego na stran. Mislim, jaz sem imel to srečo, da sem bil recimo v vlogi in rečemo nekega fotografa, ne šolanega fotografa, ampak sem se pač dosti naučil, ker sem prihajal z velikimi očmi v službo. Pa kasneje grafičnega oblikovalca, pa malo sem že pisal tekste in pa kar naenkrat si tem ljudem vodja, brez ene prebrane knjige oziroma nekega predznanja o vodenju ekip. In prej sem bil full fighter, ja, boril sem se, da je mogoče ta moja ideja prišla v ospredje, zdaj se pa boriš pač, da je, mislim, absolutno sem se prej tudi boril za podjetje, ampak je bilo veliko tega ego v ospredju in pol moraš dati ta ego na stran, pa to, kar sem rekel, res moraš biti empat oziroma moraš čutiti, kaj misli en dizajner in jaz sem imel pač to srečo, da sem bil v tej vlogi in da sem točno vedel, česa pač ne delam. Recimo, da si daš stol zraven in pol gledaš, kako nekdo nekaj dizajnira. To je pač smrt za oblikovalce in tega pač nikoli nisem, v veliki večini tega nisem počel. Tako da to je, po moje, je ključno, da res razumeš vse procese, čim bolj, da razumeš na drugi strani. Tudi, to je mogoče tudi moja prednost, oziroma saj jaz verjamem, da je, no, da sem po eni strani znam razvijati oziroma znam biti kreativen, znam prihajati do nekih inovativnih konceptov, jih podeliti z ekipo, včasih mogoče imam težavo, da hočem kaj preveč sam narediti, tudi dobro veš, ko si delal z mano. Na drugi strani štekam pa posel, ker sem pač bil že del nekih startupov, pa bil mogoče nekih teh podjetniških zgodb. In štekam tudi ta podjetniški, mislim, čist posloven del, da je pač konec meseca je treba, če govorimo zdaj o tej agenciji, pač 200 plač je treba zagotoviti, ne, in plače vsaj v vseh agencijah, kjer sem deloval, niso enkrat zamujale in to je spoštovanja vredno. Verjamem pa, da je zadaj tudi ta account del, ki ga tudi res visoko spoštujem, pa je dostikrat prihaja do nekih mogoče sporov med kreativci, ki bi želeli pač en mesec delati mogoče na enem logotipu in na drugi strani tem računovodskim oziroma account delom, ki pa je tam, da konc meseca kaj ostane, ne, oziroma da se lahko plače poplačajo. Tako da jaz sem nekako vedno krmaral med obema, oziroma vedno bolj se spogledoval, ampak vedno bolj razumel tudi ta poslovni del in po moje smo zaradi tega lahko dobro funkcionirali. No, vse to lahko potrdim, da si dober vodja, Ana, pač tako da... Ja, pa očitno tudi dober one-man band, ne, ne glede na to, ne, da delaš, si delal za agencije, zdaj za, se pravi, naše lokalno podjetje Graška, ne, ki načrtuje prehod na tuje trge. Skratka, imaš tudi svoje samostojne projekte, ne, ki jih pa v celoti v bistvu izvedeš sam. Veliko je bilo nekih projektov, ki sem jih tudi sam, sicer ko sem bil mlajši, sem bil mnenja, da pač res ta vse mogoče zmoreš vse sam, pa ne bom outsourcal dizajna, bom jaz zrihtal dizajn, pa ne bom ilustracije outsourcal, se bom sam naučil ilustrirati, to pa ni tak big deal. Ampak pa na neki točki vidiš, da ok, eno je pač ta časovna komponenta, niti nimaš časa se vsem tem ukvarjati. Na drugi strani pa vidiš, da je nekdo 1000-krat boljši v ilustraciji od tebe in da rabiš ti mogoče 5 let, da boš na nižjem nivoju od njega oziroma nje in potem začneš stvari povezovati. No, in to po moje je dober vodja. Tudi zdaj v Graški želim pač nek talent povezovati na enem kupu. Absolutno ne vidim sebe, kot da bom vse sam rešil. In ja, to je po moje ključno, no. Da znaš prepoznati, kdo je pravi fit za neko zgodbo, za neko določeno znamko in ti si tisti mogoče klišejsko nek dirigent, ki pa to spraviš v nek orkesterček oziroma v neko celoto. Kaj te je pa prepričal, da si se vrnil v Šaleško dolino in Graško? Razlogov je več. Prvi je familija, definitivno pač veliko sem bil na cesti, pa to se je zgodilo, ta odločitev, preden se je začelo dogajati ta prometni kolaps na Štajerki.
ampak ja, pač več sem želel biti s tam malima, kar naenkrat sta bila v šoli, pa sem rekel, je to normalno, mislim, je to možno. Kaj se je zgodilo in zakaj to hiter? To je en izmed glavnih razlogov, poleg tega pa to, kar sem prej omenil, da želiš kot vodja res omogočiti nek prostor svoji ekipi in se mi zdi, da je bilo tega prostora vedno manj. Pa niti ne toliko mogoče zaradi nekega internega razumevanja procesov, se mi zdi, da pristopiš že toliko časa na sceni, da te stvari šteka. Je bil pa mogoče primoran neke stvari, Kompromise mogoče. neke kompromise sklepati, predvsem zaradi naročnikov, no, iskreno povedano. In tega prostora je bilo vedno manj. Stvari, ki prihajajo ven, sem na marsikaj ponosen, ampak je bilo mogoče tega vedno manj. In sem se nekako videl v zgodbi, kjer pa dejansko ne samo komuniciraš, ampak dejansko spreminjaš v koru nekaj. Se pravi, to, kar recimo Martin dela že 5 let, on res inovira in za mene je to bolj kreativno kot to, kar jaz počnem, ne. Pa sploh ne z komunikacijskega vidika, ampak to, da on ustvarja neko novo kategorijo, se pravi, ki ni nek food mimicry, ne oponaša živali, oziroma mesa, oziroma mleka na drugi strani, oziroma nekih mlečnih izdelkov, kot so sir in podobno. Ampak ustvarja neko novo kategorijo, ki je, ki mislim v vseh pogledih inovativna, se pravi, res črpa oziroma vse sestavine so iz Slovenije oziroma regije, se pravi največ 1000 kilometrov radij, kjer so sorsane. Ohranja pač, se pravi, vse sestavine oziroma zelo kratek spisek vsebin, sestavin. In na koncu je pa to dobro in res zdravo in zadaj ima pač res neko zelo jasno vizijo, to me je prepričalo, poleg tega, da je pač super človek v osnovi. In ta vizija je pač, da se da jesti dobro, pa da se da živeti dlje. In navdušil me je s to dolgoživostjo. In ja. Gre pa za vegansko... Gre pa za vegansko oziroma ja, rastlinsko. Malo se izogibamo zaradi pač nekih določenih stigam okoli tega veganstva, ampak ja, plant-based oziroma rastlinski izvor. Čeprav je že sam dokumentarc, ki ga je Schwarzenegger naredil, v bistvu zelo veliko pove pač o tem, da tudi vrhunski atleti pač se tako prehranjujejo in v bistvu imajo z več energije. Mislim, da je pač glede prehranska industrija je v svetu problematična, ravno zaradi kakovosti hrane, ki jo dobimo v prodajalne in zaradi tega, ker v bistvu so določene industrije tudi veliki onesnaževalci. In to je vsekakor dobrodošlo, da se taka dobra zgodba pač razširi, pa ponudi zdravo alternativo. Ja, vedno večji problem je, po drugi strani pa, kar je mene presenetilo, da tudi recimo največji oziroma uporabniki igraške niso niso samo oziroma niti niso so vse jedi, verjetno. Tako, so fleksitarijanci oziroma vegetarijanci. In to se mi zdi super, se pravi, da nekdo, ki se ne bo odpovedal zaradi tega, ker pač mu je to, mislim, ne more brez čevapčičev, karikiram, se vedno bolj spogledujejo s to hrano in vejo, zakaj se s tem spogledujejo oziroma to uporabljajo, jejo. In vidijo, da dejansko se da iz tega narediti super jedi, ki so včasih nutricionistično še bolj polnovredne oziroma dobiš več od proteinov do potrebnih vlaknin in vsega ostalega, kar pač rabimo. Pa, se pravi, sami postopki pridelave, so v bistvu zelo tradicionalni in preprosti. Ja, absolutno. Pač, mislim, tu se Martin že od nekdaj spogleduje samo z temi res starodobnimi načini predelave, kot so pač prva je definitivno fermentacija,
pa razno smokanje oziroma dimljenje, po domače zelhanje za pridobivanje oziroma spodbujanje njega umamija, njega okusa, pa razno staranje, ampak dejansko je zdaj v tej fazi v ospredju fermentacija na različne načine. Ja. Želimo pa, mislim, kar je tudi zelo inovativno in kjer mu dam kapo dol, je, da ne gleda na to sam kot na, pa je teh produktov zdaj že 25+, ampak gleda res na neko platformo, na nek know-how, na neke intelektualne pravice, rečemo temu, oziroma na neko avtorsko, bi rekel, na nek know-how, ki ga lahko razširiš v različne industrije in na različne konce sveta, konec koncev. Se pravi, če je bil to mogoče včeraj še nek startup, je danes ga vsaj jaz vidim že kot nek scale-up. Se zdaj nam je že uspelo prebiti se na angleški trg, smo po več kot 300 Tescotih, pa zdaj na nemški trg, pa na hrvaški trg, tako da se zgodba res lepo širi. Ja, pa tudi je v bistvu tak prototip sodobnega in bodočega podjetja Šaleške doline, ne, ki gradi zdaj gospodarstvo, ne, prav na teh se pravi inovativnih, majhnih, lokalnih podjetjih, a ne, na prehranski industriji, tem trajnostnem in tako, ne, v bistvu nekako po vseh parametrih. Vse kljubce. Lahko umestimo v zeleni prehod, res, ja. Brez greenwashinga. Ja. No, ko si rekel greenwashing, a ne, pač ta veganski trend, a ne, je del te greenwashing kampanje. A se Graška izogiba temu, tej oznaki zaradi teh nekih negativnih konotacij v smislu, da če po domače povem, recimo na čipsu imaš zdaj logotip, a ne, da je zadeva veganska, ko ne vem, kdo bi ever pomislil, a ne, da pač čips, sploh če je plain, če ni flavored, a ne, da je veganski. V glavnem, negativna stigma, si rekel prej, v kakem smislu? Mislim, veliko se je, veganstvo je že pač od nekdaj, ampak s časoma so se mogoče dogajale različne stvari, ki niso delale mogoče veganstvo največje usluge. Predvsem jaz vidim to kot mogoče neko a priori usilevanje mojega lifestyla, kar je bilo pač v tem svetu dostikrat prisotno. Zato gremo mi pač kontra temu. Mislim, sicer želimo spodbujati, želimo predvsem izobraževati o tem, ne želimo pa siliti. No. To, kar se je mogoče včasih prijelo veganstvo. Tako v tem smislu, kao nekih kvazi aktivistov, ki zdaj moralizirajo. Tako. Ali pa da se bomo zgražali nad nekom, ki si pač naroči steak. Jaz mislim, da pač to ni pravi način. In da je pač treba spoštovati vsega in tu smo mi enaki. No. Vse to je ta strpnost, ki v bistvu mora biti prisotna pri tem, če ne spet izgubiš neki te iskrenosti, a ne, ker če ti drugim vsiljuješ stvari, a ne, in ne priznavaš sploh pa iz pozicije podjetja, ne, hitro je v ozadju lahko očitek grabljenja dobička. Ne. Ja, absolutno, se strinjam. Ampak zdaj pa, glede na to, da je Graška res, meni se zdi, jaz se ne poznam tako fejsto globino, oziroma pa zelo površinsko, ampak je nikoli ni ustvarjala prizvoka tega trenda usiljevanja neke hrane, ki bi bila sodobna, trendovska, drugačna od ostale, in mi je super. Poleg tega mi je zelo zanimivo ime, glede na to, da štartate globalno, boste ponesli pač tudi nek ta prizvok velenščine, kakorkoli, ali pa velenskega okolja, ne, boste ponesli v svet. A so to recepti za nastavek nove doline, za njeno preobrazbo, ker marsikdaj zaznamo o tem, kam gremo naprej, ne? Naša prihodnost, govorim zdaj o dolini ali pa v regiji, no? Če govorimo o prestrukturiranju,
je kar dostikrat velik besed, v kateri se lahko vsak posameznik interpretira popolnoma drugačno prihodnost in po tej strani, ko ni nič kaj tak fejs konkretizirana, zna biti včasih tudi ustvarjati zmedo, to pomeni, ostanemo rudarji, bomo Silicon Valley, ali kaj bomo postali, in ko ustvari to zmedo, se mi zdi, da ustvari to zmedo pri potencialnih investitorjih, kaj to okolje dejansko potrebuje, iz česa bo zdaj izhajalo. In se mi zdi ravno to, ta zgodba, v bistvu, ko si prej ti rekel, jaz bi dodal še to empatijo, ko si ti rekel, se pravi empatija tudi do drugače mislečih oziroma do drugače jedečih, da je ravno ta empatija, ki bo pripeljala, po mojem, ki bo ustvarila novo platformo. Namreč imamo tudi kontrapunkti, recimo tudi to, da rudari, tako v osnovi, striktno zagovarjajo, da gre za rudarsko mesto in ne vidijo recimo prihodnosti v, ne vem, digitalizaciji, na pamet zdaj govorim, ampak se pravi, da gre za to, da bo po mojem potreben drugačen način tudi komunikacije ali pa mindseta kot takega, kam dolina hoče iti, ker vse ostale stvari se bo pa po mojem zelo organsko razvijale, po mojem na zelo podoben način, kakor si ga ti razložil, kako se lotiš projekta. Jaz se absolutno strinjam in dosti sem razmišljal o tem in kar se tiče tega pravičnega prehoda, absolutno pozdravljam, določene stvari se odvijajo v pravo smer. Mislim pa, da fejs pozabljamo, zdaj mogoče krivico delam, ker spet nisem toliko poglobljen v to oziroma nisem se toliko poglobil, ampak ta komunikacijski del, pa ne zaradi tega, ker jaz delujem na tem področju, ampak kar pozabljamo je, mislim, velike govora o investicijah, o infrastrukturi, o projektih, o EU sredstvih, se pravi, zelo tehnicističnih terminih, pozabljamo pa na identiteto in točno to, kar si rekel, se pravi, to je mesto Knapo, konec koncev, v veliki meri in na koncu ne pomeni to, da bomo mi samo enega delavca iz premogovnika prestavili v eno halo, daleč od tega, ampak spremenile se bo navade, spremenilo se bo dejansko identiteta teh ljudi in tega mesta in o tem je treba po moje razmišljati še bolj kot o samih investicijah in o infrastrukturi. In jaz mislim, da na to malo pozabljamo in tudi na kak način to komunicirati se mi zdi ključno, sploh v teh fazah, ko mogoče, mislim, ne vem, mogoče bi bilo dobro narediti eno analizo, koliko ljudje vejo, koliko so o tem že pozučeni. Ampak ja, točno to. Jaz mislim, da manjka, pa ne želim govoriti zdaj o nekih floskulah, da manjka vizija, ampak da si bo znal nekdo predstavljati, tole bo pa Velenje čez 10, 20. What's in it for me. Tako, exactly. In kaj bom jaz, če ne bom več, ker pač s tem rudarstvom je marsikaj povezano. To je pač ta moškost, pač večina rudarjev oziroma zaposlenih premogovnikov je moških in ta moškost, ta moč zna z neko digitalizacijo pojenjati oziroma jo je treba v nekaj transformirati. In kaj zdaj to je, najbrž še ne vemo čist. In jaz mislim, da to nam manjka. Vsekakor ohranjati, po moje, pač zgodovino, jo častiti, pa ji dati svoje mesto, hkrati pa na nek mehek način narediti to tranzicijo, ki pa res ni za komunikacijo investicij, ampak v tem, kaj bomo mi jutri počeli, pač kaj bomo, zato ker pač jaz razumem rudarja, da ko si ti tam pač na svojem delovnem mestu, pa ti nekdo pride, pa ti reče, no zdaj bomo pa iz tebe programerja naredili, pač meni bi se spipalo, če rečem, tako po domače, zato ker prvo kot prvo to ni moja odločitev, drugo kot drugo je to se nekdo zdaj odločil, kaj bi bilo dobro za mene, in jaz mislim, da predvsem je treba poiskati
kaj v resnici želijo si ljudje, a ne? Kaj bi v bistvu postali, velikrat ne vejo še točno, ampak to se skozi neke dogodke oziroma lahko pač tako, kot smo v bistvu iz srednje šole šli na faks, si imel informativne dneve. Mislim, da imaš po drugih občinah, zdaj sicer ne vem, spet krivico delam, a imamo kak ta participativni program tudi pri nas, ampak vem, da ga imajo v Celju pa Novi Gorici, se pravi nek... Konkretno ne, se pravi participativni proračun. Je proračun prav, pa ne. Ne, je pa ogromno zelo usmerjenih razpisov, da lahko, se pravi, društva in posamezniki, vplivajo na nek način. Tako. Mislim, to se mi zdi super, da s tem, da sami izvajajo potem projekte. Super. To absolutno pač vključiti ljudi. Po drugi strani pa na kak način skomunicirati. Eno je pač, kar želi skomunicirati, jaz verjamem, da neko vizijo Velenja čez 10-20 let mi imamo. Ampak na kak način je zdaj to res samo en letakec v vsak kaselc. Jaz mislim, da pač to ne sme se komunicirati na ta način. Po moje je pač treba prave ljudi najti, ki bodo, pa ne želim uporabiti besede, ampak na nek način influencerji, nekdo, ki ima nek vpliv v dolini, ki je slišan in ga pač ljudje upoštevajo. In da postane oni na nek način ambasadori tega, rečemo Velenja 2.0, nekakršnokoli že bo. Ker pač eno je, kar lahko recimo župan pove, pa mogoče širijo mestni svetniki ali kdorkoli je že vpet oziroma razvojna agencija, vsi, ki so vpeti v pravičen prehod. Na drugi strani je pa to super slišati od nekoga na ulici. Ne? In jaz mislim, da bi rabili čim več teh zaveznikov, tega dolgoročnega projekta. Predvsem pa ta empatija, ne? Pač recimo, jaz imam občutek, prepričan sem, da je v bistvu do tehle zadnjih protestov, ki so se okrog stroškov komunale pač dogajali, velik del krivde nosila tudi komunikacija. Na način, kako je bilo skomunicirano, z veliko prstov uperjenih v ljudi, ki so si sami krivi za višje položnice, med tem, ko tudi strateško bi lahko bil trenutek drugače, podražitve druge v drugem delu leta izbrana, zaradi tega, ker je v bistvu takrat prišlo do ene velike položnice. Jaz sem takrat resno razmišljal, da bom postavil sončno elektrarno na streho, ampak ko so pač naslednje položnice prišle, sem se preračunal, pa sem videl, da se ne splača. Niso vse stvari tako slabe, pač imamo kar nekaj dobrih, ampak način, pač ta, kakor si rekel, izhajamo iz tega knapovske mentalitete, kjer je moč pomemben del identitete, in v bistvu to sočutno komuniciranje stvari pa iskanje rešitev. Vse potem so se neke stvari dogajale v obliki subvencij in tako naprej. Ampak prepozno, ne? Ja, fino bi bilo pač preventivno. Premisliti, se veva, pač to je pač pa bilo krizno komuniciranje. No, to je pa tudi ena izmed, kar je meni zelo zanimivo, recimo mene zdaj dosti in lokalnih in širše podjetij kontaktira, v dobi, kjer vsi mislijo, da lahko vse za jajem naredijo. In se mi zdi, da pač ta človeški del oziroma ta empatija oziroma pač ta strateškost spet prihaja v ospredje, ker je generalizacija vsega in na koncu je pa problem skomunicirati nekaj človek človeku. In tu jaz mislim, da imamo še malo prostora, ampak vse. Jaz bi se še tule obrnil osredotočil na, kar je že Rok pa Tjaša sta že prejšnjič povedala. V bistvu bo takrat, ko bo dolina res začela bolj konkretno preobrazbo, bojo ti, ki so zdaj mladi, v bistvu na vodstvenih položajih. Ker 10 let bo hiter mimo. 10 let pa pomeni to, da je to nekdo, ki je zdaj dijak ali pa konec osnovne šole, bo prišel s faksa pa bo rekel, zdaj pa dajmo narediti drugačen svet. In se mi zdi, da poleg empatije, kaj
ključni, po mojem, ta čustveni moment, ko mora biti, je pa motivacija. Se pravi, nekaj, kar te bi res vrnalo nazaj v dolino. Pa ne govorim o tem, ker tudi jaz sem se vrnil po cirka 15 letih Ljubljane nazaj, ne govorim o tem, da pride do tega, da vključiš, zdaj bi bilo pa fajn, ko imam 2 otroka, a ne živeti pa zdaj v nekem bolj drugačnem ali pa mirnem ali pa domačem okolju, ampak to, da že takoj po faksu prideš tudi nazaj, a ne, da je nekaj, kar kome čakaš, da po faksu prideš nazaj. Spravi, ta motivacija, ker kakor je bilo zdajle, ne vem, 2 leti, leto, 2, ko smo se tudi sino pogovarjali, te delavnice, vsi hoče ven. Ja, mislim, ta moment je ta, da pač ni, mislim, vsi. Velika večina mladih srednješolcev. Ja, ampak vse smo bili mi isti, a ne? Mi smo bili isti, tudi jaz se sam spomnim, da sem ta moment, da bi prišel nazaj, je prišel isto. Pogojeno je bilo malo z družino, pa tek naprej. Ampak bolj se gre za to, da je, da takrat, ko se recimo v študentskih časih, ko kome čakaš, da je vikend, da priješ nazaj v ŠŠK ali pa MC plac, bi moglo biti po študentskih časih isto. Pa ne govorimo o MC placu, govorimo o regiji. Se pravi, da kome čakaš, da lahko prideš nazaj. Zdaj pa kaj so pa ti motivacijski vzgibi, ko bi pripeljali, je pa, tako smo se že prej dotaknili, je seveda šolstvo, nekaj je to, po mojem, velik vzor so uspešna podjetja, se pravi taka, ki so zelo fleksibilna, pa bom rekel, nevtralna iz vidika, da nagovarja sam zelo ozko ciljno skupino. In se mi zdi, da bo na tem tudi treba malo več graditi. Se pravi, kaj ljudi, kako sprožiti pri ljudeh ta občutek, da so motivirani. In prejšnjič, ko smo imeli Roko pa Tjašo za šport, kakšne so vzgibi za motivirati posameznika, športnika, se mi zdi, da to se zelo hitro, tudi ona dva z NTC metodo, zelo hitro se da to preslikati v motivacijo na drugih področjih, ne samo na področju športa. Je pa šport, ti sam kot športnik, je tudi en izmed zelo pomembnih elementov pri tem. In imamo srečo, ker imamo infrastrukturo tako, da za šport bo poskrbljeno. No, ko smo glih pri infrastrukturi, si tudi prenavljal, sodeloval pri prenovi blagovne znamke Zavoda za rekreacijo in šport Rdeča dvorana, ki se bo zdaj v bistvu preimenoval v Šport Velenje. Potem si bil pri mladinskem centru pri prenovi, je v bistvu to oboje tvoje delo, hkrati si fural veleje, blagovno znamko, si tudi pri nekaterih kampanjah sodeloval tukaj v Šaleški dolini. Ta prostor, ki ti ga ponuja tudi Šaleška dolina za tvoje, v bistvu, da uporablja tvoje znanje, da v bistvu konec koncev si dokazan ne samo vse slovensko, ampak tudi mednarodno. Se ti zdi, da imajo ljudje tvojega kalibra tukaj, ko se vrnejo, zadosti priložnosti? Ja, dobro vprašanje. Zdaj je odvisno v kateri industriji oziroma v kakšni branži. Malo težko tudi sodim, ker zdaj nisem toliko vpet v vse to, kolikor slišim in ful pozdravljam inkubator, Saša inkubator, slišim, da se pač lepe zgodbe odvijajo oziroma rojevajo tam in da to zelo spodbujamo. Kar se pa drugih, mislim, poznam oba pola, ne? Poznam nekoga, ki je mogoče bil malo bolj perspektiven, pa mogoče v čem bolj uspešen kot drug, pa mu je absolutno pač prej uspelo, in poznam tudi zgodbe, ko je pa mogoče kdo zapustil dolino, govorimo o nekem poslovnem smislu, ker tu ni dobil neke priložnosti ali prostora ali se pravi neke mogoče osnovne infrastrukture. Tako da jaz mislim, časih smo Velenjčani, se to vsi dobro vemo, znamo hitro pokazati s prstom oziroma znamo hitro biti nezadovoljni.
Medtem ko pa, če greš pa mal širše oziroma mal izven Velenja ali pa mogoče tudi izven Slovenije, vidiš, da nikjer ni rožnato oziroma da pač povsod so izzivi. Ne. Zdaj poslušam že cel teden, koliko je problem, ker neke ceste zapiramo. Jaz še nisem imel te nesreče, da sem bil na letu oziroma na Konovu sem, ampak hajde, nič takega, sem šel po obvozu. Ampak greš pa v Ljubljano, se pa 2 uri voziš. Ja, tako da jaz mislim, da to ni noben bav. Smo, se mi zdi a priori že malenkost bolj nagnjeni k ubranemu jamranju. Pa tudi malo razvajani zaradi tega, ker imamo vse skozi na dosegu roke. Pač tukaj si 5 minut, pa si v gozdu. Tako. Na vodi. No, ali pa turizem tudi. Mislim, pred leti smo nekaj snemali za enega kolega in videospot na Zbiljskem jezeru. Mislim, da je bilo Zbilje. Mislim, totalni ribnik mlaka proti temu, kar imamo mi tu, pa so Ljubljančani oziroma tisti iz okolice so presrečni, da imajo to Zbilje. Ne? Se mi zdi, da ne znamo ceniti tega, kar imamo. No? In ja, pač posod vidimo. A je to komunikacija? Jaz mislim, da je na neki točki. Mislim, vprašanje je, kje se je to začelo dogajati, da smo mogoče malo preveč zagrenjeni in kaj je razlog za tem, ampak ni pa tega enostavno spreminjati. Tega ne spremeni ena brošurca, 7 brošurc, 7 leafletov, tudi ne vem koliko nagovorov kogarkoli iz kogarkoli vplivnega, ampak in različnih CGP-jev in znamk. Absolutno. Je pač to mozaik, ki ga sestavljaš in jaz mislim, da na tem moramo aktivno delati. Imamo prostor za izboljšave. Vse to je zmeram dobro, če ga imaš. Ja, absolutno. Da ne zmanjka dela. Ja. Kaj pa je zakaj je tebi fajn v dolini živeti? Mislim, prvenstveno sem se jaz vrnil zaradi ljudi. Ok, malo tudi seveda zaradi pomoči starih staršev, predvsem pri varstvu oziroma pomoči pri vzgajanju. Drugače pa zaradi prijateljev. Nekako se je začel tam pri nas trend, se pravi nek letnik od 84 pa do 90, da smo se začeli počasi vračati v dolino, pa določeni voziti v Ljubljano ali pa mogoče še kam dlje. Ampak sem prišel, se pravi, zaradi družine pa prijateljev. Po drugi strani, recimo z Niko sva bila več let v skorda strogem centru Ljubljane, pa tega nisva izkoriščala, ker pač res je bilo dost, sva bila v službi, prišel si domov, si parkiral v garaži, šel gor in si bil v stanovanju pol do večera in ne vem, če sva bila 2-krat v centru na mesec. In niti nisva pač tega mogoče bolj urbanega okolja izkoriščala. Po drugi strani imam pa jaz in pač prenašam to tudi na vse okoli mene, zelo rad naravo, zelo rad, se pravi, neko bolj umirjeno okolico. Tudi mogoče pride to z leti oziroma zdaj se pač bližam 40-mu in mi to pač bolj paše. Surfaš? Tudi surfam, ja. Mislim, nažalost pač tega nimamo blizu. Probamo zdaj s familijo, prej z Niko vsaj enkrat na leto nekam pobegniti, kjer so valovi. Se pravi, ta wavesurfing, surfanje na valovih. No, ko za windsurf imaš odlično pogoje. Za windsurf imam tu odlične, sem se že dostkrat menil z Mirotom, da bi poskusil, sam se še nisem opogumil. Ja, in poskušamo pač nekam najbliže, kar je možno, to je, se pravi, tu zahod Francije oziroma sever Španije. Tja hodimo dosti, tu smo že včasih s frendi dosti hodili z nekimi kombi. Kako se je to začelo? A veš, da ne vem. Jaz mislim, da je bila ena taka zelo impulzivna odločitev z moje strani, da je prišel do mene. Jaz mislim, da Žiga. Jura bi šel z nami surfati, sem rekel, kdaj gremo, ne vem, pojutrišnjem. Kdaj pridemo zdaj? Ajde, gremo. Smo najeli 2, oziroma so jih že oni prej najeli 2 kombija na APS-u. Smo se napakirali in smo šli na road trip. Vmes malo stavljali, malo menjali. Ampak bolj ko ne v enem šusu sfurali to pot do, se pravi, malo mestece za Ravc, blizu San Sebastiana, blizu Bilbao. In tam je res, mislim, takrat smo se zaljubili v to. Pol smo čez čas šli enkrat prvič, smo se odločili, vsi smo že imeli punce, pa smo rekli, gremo poskusiti, če to s puncami.
in pol dolgo nismo hodili. Bolj smo imeli nesrečo, ker je en teden v kosu dežvalo, pol je bilo sicer en teden sonca, če se ne motim. Ampak ja, nekako je, mogoče nas je bilo preveč. No. Pol smo se pa zdaj spet začeli, mislim, reaktivirali to surfersko sceno s familijami, par frendov nas je s temi avtodomi in gremo pa na en tak trip čez Alpe pa čez Francijo v Španijo. To ni lahek tako šport, v bistvu tale, ali si kaj skate bre, ali... Skate vsem, bolj sem bladu, oziroma ta rolanje po teh elementih, po teh skateparkih. Dost sem boardu, to po moje tudi bi moglo pomagati. Pa dejstvo je, da se nisem nisem bil v nobeni šoli. Vem, da Slovenci so imeli v Sansa eno šolo točno o tem zaravcu, ampak nisem bil nikoli do tega. Malo so me starejši kolegi naučili, malo sem po YouTubeu neke tutoriale gledal. Največ je pa pač izkušnja, res moraš iti v vodo pa poskusiti. Ker jaz sem šel v šolo in pa na koncu, zadnji dan, ko smo imeli že trde deske, sem jo dol tako lepo fino v tilnik noter. Mislim, ujet val, pa vse te stvari, to je kar... ni tako preprosto, in to je v bistvu podobno, kot pri kreativi, da ujameš val, ko je... Ja, v pravem trenutku moraš biti na pravem mestu, pa spet moraš biti pogumen. Kar sem pri sebi opazil, odkar sta ta mala dva, niti približno si ne upam več, kar vam grem. Mislim, pa ne zdaj zavestno, ampak ni mi za neke večje valove, kakor je recimo overhead, grem kar ven. Ne počutim se okej. Tudi ta mala dva spodbujam, oziroma ima itak ideja sama ima je super, tudi parkrat smo že poskusili v tem zaravcu, je pa to nevarno, pač tega se moraš res zavedati, mislim, spoštovati moraš vodo. Že jaz sem bil parkrat v situaciji, ko nisem čist vedel, a bo ali ne bo. Smo bili pa na Lanzarote lani, mislim da, in so bili tudi neki tokovi, noben te ne opozori, ampak to smo, se pravi, ta mala dva do kolen, zagrabiš enega, ta drugi 10 metrov greš po drugega, ta drugi 20 metrov v drugo stran. In je bil tak nek zanimiv tok v obe smeri. Ne, to je, ravno tam sem bil, v tem zalivu v šoli, in so razložili tako na začetku, da v bistvu, da pride od strani voda noter in potem ima curek ven po sredini in v bistvu se moraš ga ful izogibati, ker te zelo hitro odnese na odprto. Ravno tam, kjer je, se pravi, kjer je najmanj valov na obali, točno tam vleče ven, ker tako okroži. Je pa voda zanimiv medij, kot tak, ne samo. Ja, absolutno. Več pa gledam. Meni se zdi, jaz sem jo spoznal prek supanja in prej sem bil bolj igre žogo, tako me je pač oče vpeljal v to, tako da tam nisem imel nobenih težav, tule pri vodi. Sem pa začutil neko tako potrebo, kot da pač moram biti na vodi. In se mi je bil zelo tak zanimiv feeling, je bil, ko ga prej nisem poznal. In naravno to spoštovanje do nje, to recimo, ne vem, tudi ta fenomen, da je po zimi hitrejša voda, kot pa poleti, naprimer, to se ful čuti pri sufanju. A pri supu? Ja, tako je, ja. Kako bi bil namazan z oljem je po zimi. Zanimivo. Po mojem, zaradi manj mikroorganizmov, pa trdota vode se verjetno s termiko zamenja, ne? Ja, gostota tudi verjetno se malo zgosti. Ampak te stvari, ko jih nikoli prej drugače ne opaziš, ne? Poznam pa tudi to, kak je, če ujameš vala, ker sem dosti tudi na morju, in to je pa čist, to je pa doživetje, ko se ga ne da opisati, Res. Ker je to neka sila, ki te poganja in je zelo, zelo težko in si v bistvu kar malo euforičen takrat. Jaz vem, da sem bil vsakič, ko bi bil zadet malo. Ja, res. Mislim pa všeč mi že ta ideja, da imaš dejansko samo eno desko in s to desko se pač ti peleš po neki vodi. Sicer z veseljem bi poskusil tudi wind in mogoče kajtanje, oziroma kaj zdaj ta wing. Sam je vse toliko bolj kompleksno, sploh če greš nekam daleč, pa moraš napumpati ta wing, oziroma moraš sestaviti to jadro. Več prostora zauzame. Jaz mislim, si predstavljam, da mogoče tudi več nekega predznanja pri windsurfingu. Dosti sicer jadramo s kolegi, tako da neke osnove tega vetra poznam, oziroma obračanja.
jadra v veter, ampak ja, nekaj si še moramo pustiti. No, če so, kot smo zdaj slišali, valovi skoraj da edino, česar dolina nima, pa ti ful pomeni. Rekel si, ne, predvsem osebni razlogi so te pripeljali nazaj. A kdaj razmišljaš, kakva bi bila neka zunanja okoliščina, ki bi te pa spet potisnila ven? Kaj bi bil on moment, ko bi si rekel, ne morem več le živeti? Jaz sem že v samem, mislim, jaz želim ful raziskovati, že od nekdaj. In zato mogoče, ne vem za koga, predvsem za recimo mogoče mamo pa babico prehitro menjam službe, ampak želim raziskovati različne stvari v lifeu. Zato si želim tudi v nekem naslednjem obdobju raziskovati pač to graško, ampak sporedno mogoče neke druge talente tudi razvijati, od muske do mislim, marsikaj imam v pipelineu. In če lahko to razvijam v tem okolju, kjer sem zdaj, nimam nobene pretirane želje, da bi pobegnil nekam ven. Sem jih pa imel v preteklosti. Ne vem, zelo hitro sem se zaljubil v en kraj, ne vem, z Niko sva bila, po mojem je bilo to 2015, 2016 na Havajih, in ko smo se vračali, sem dobil fiksno idejo, pač treba iti za par let živeti tja, ne? In sem se že prijavil na tam samo eno agencijo, kjer bi pač jaz mogoče deloval, MVNP, in sem se prijavil za njega art direktora in prišel v zadnji krog in na koncu se prestrašil. Zdaj, kaj bi bilo, kje bi jaz danes bil, vprašanje, ampak tam sem že skoraj imel ta pač job, pol sem bil že tudi blizu, po tem delu freelancanja pred temi slovenskimi agencijami sem za eno Aspera Artman, eno portugalsko mini agencijo delal, ki so me tudi hoteli pol v Lizboni. Pa sem se tudi pol malo prestrašil. Ne vem, po eni strani ful rad potujem, ampak če karikiram, ne bi si želel živeti na obali, zaradi tega, ker bi se navlčil morja. In zato sem ful rad v Velenju, rad ustvarjam iz Velenja, rad vzgajam ta mala dva iz Velenja, ful radi pa pobegnemo kam za nek krajši čas. Da se Velenja ne bi naveličil. Jaz mislim, da ne. Kaj pa ti je prednost vzgoje ta malih dveh v Velenju, ne v Ljubljani, recimo? Zdaj mislim, mogoče sodim tudi preveč po starših, ampak tam se mi zdi, da je, vsaj ti, ki jih poznam recimo z teh agencij, ker sem bil dosti v stiku starši ljubljanskih otrok oziroma Ljubljančanov, veliko je, dosti več je te permisivne vzgoje, dosti prej pridejo v stik z neko tehnologijo. Se mi zdi, da Velenje je nek pravi nivo oziroma pravo razmerje med neko palco pa korenčkom, da še vedno znamo, pa ne bom rekel, da tepimo otroke, dač tega, ampak da znamo udariti po mizi, da znamo reči pač ne, noš imel telefona pri 10 letih. Po drugi strani, da smo pa ravno dosti vključeni tudi v, da nismo pa nekje čist za 9 gorami in da od tu ne bi mogel ustvarjati karkoli že želiš. Jaz mislim, da vsaka zgodba se lahko tu rodi in prosperira. Ja, seveda, sploh z globalnimi trendi, s tem, ko imamo v bistvu z enim klikom dosegljivo karkoli. No, s to transformacijo, koliko pa imaš kaj stika z temi pač komunikacijami, verjetno te tudi kolegi kontaktirajo, da jim pomagaš pri komunikaciji, pa pri teh stvarih. Kaj je recimo pomembno za enega, ko v bistvu zdaj, ko bomo imeli pač nove priložnosti v dolini, pač kaj je pomembno, da postaviš svoj brand, svojo blagovno znamko, zato da je uspešna, zato da se izogneš temu pač, da nisi, kakor rad rečeš, cringe recimo, da imaš potencial za vstop na trg, slovensko in nacionalno in internacionalno. Mislim, ja, zdaj sem malo ponovil, ampak jaz mislim, da predvsem zbrati spet prave ljudi na kupu. Lotevam se vzporedno enega projekta, oziroma niti ne toliko sam, kakor vibe codam, oziroma se s Cloudom poslužujem, oziroma testiram in pač zaenkrat gre fenomenalno.
in delam ravno na ideji povezovanja, se pravi, na eni strani naročnika, ali je to pač neko manjše podjetje, ali je to posameznik, ali je to neka nevladna organizacija, ali je to mestna občina, in na drugi strani nekoga, ki je super fit za pač to podjetje. Kot nek Tinder za komunikacijo. In zdaj tudi, ko si vprašal, ja, itak je ogromno teh nekih, še vedno me frendi izkoriščajo za razne banerčke, pa za razne gluposti na Tukaj lahko ti je roko dvignem. Absolutno. Tudi ti si en izmed njih, ampak nimam težav s tem. Je pa vedno več tega nekega svetovanja. No. Pa tudi predajanja. Včasih pač res sem rekel, pač friend si mi že ti bom naredil, zdaj pa mogoče koga kam usmerim, pa ni vsak to razume, ker pač če rečem tebi pa še 100 frendom, ja, na koncu se pač ne bom podružil popoldne z Brunom tam pomikal, ker bom delal nekaj treninga. Pa zdaj, če je to v nekem normalnem obsegu, ni problema, ampak ja, včasih pa pač moraš reči ne, oziroma preusmeriti na nekoga, ki bo pa še boljš naredil, ker se bo lahko bolj posvetil, ker bo imel več časa za to. In jaz mislim, da, pardon, se mi zdi, da je to tudi največji problem tega našega trga slovenskega, ko pride do komunikacije, pič, vabi se 12 agencij, briefi so že v štartu slabi, na koncu dobiš 12, oziroma včasih se celo še po več predlogov pošlje po 2 predloga agencije, dobiš na mizo 24 povprečnih idej, konceptov, zaradi tega, ker se pač nisi z nikome niti prej dobil, nisi se poglobil, nisi ustvaril nekega partnerskega odnosa, nisi se pogovarjal, nisi šel na nek mogoče team building, nisi imel neke delavnice, poslal si po mailu nek brief in pričakoval, da boš zdaj dobil 12 ali pa 24. Super idej. In pol imaš tudi probleme tem izbrati, zato pač jaz res želim delati bolj na tem povezovanju pravih ljudi. To se mi zdi ključno. Ja, to je danes problem tudi v tem, ne, da pač vsi tudi šparajo, pač pri vsem skupaj in zato to, da ti pa nek partnerski odnos vzpostaviš z nekom, moš pa vložiti v to čas. Absolutno. In denar. To gre v bistvu v vseh oblikah energija in v tem hitrem svetu Excel tabel je pa to... Doskrat ni prostora za to. Ja. Je pa, mislim, ko pa pride do tega, do res neke prave sinergije, je pa to pač rewarding, oziroma res dobiš na koncu ta nek plus, ki si ga v štartu vložil in zdaj sam nekdo na drugi strani to prepozna ali ne, je pa spet vprašanje. Ja, Jure, najavil si rekord v najkrajšem podcastu. Žal te moram obvestiti, da ga nisi podal, niti v merilih podcasta Daljnogled. Ne. Tako da boš prišel še kdaj, ponovni poskus, ti bomo dali priložnost. Hvala, da si bil z nami. Z veseljem. Hvala. In ja, upam, da še bomo v raznih okoliščinah, priložnostih, prihodnosti, kaj sodelovali, stikali glave, razvijali ideje. Bomo. V Velenju, tako ali drugače. Podcast Daljnogled pa pripravljamo v sklopu aktivnosti Centra za pravični prehod Saša, ki deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije. Vse aktivnosti centra so financirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.